Pozdravljeni! Svetovni kazino oziroma ruska roleta oziroma zakon džungle. Povezovanje izven ustvarjalnih poti. Še ena levičarska južnoameriška vlada. Čile zapira oficirje. Spet igre za Kaukazom. Izpod tuša 142 takle imamo. Pozdravljeni. Evropske države so za zagotovitev likvidnosti bank in ostalega finančnega sektorja na trg plasirale kar 1,3 bilijona evrov. Da bo bolj jasna velikost paketa, gre za polovico nemškega oziroma za kar 26-letnih slovenskih bruto domačih proizvodov. Čeprav so se tečaji delnic na borzah okrepili, to ni nikakršno zagotovilo, da se bo svetovno gospodarstvo kmalu izvleklo iz krize. Financial institutions are in deep problems. You know, you can paper things over for a while, but eventually you have to face reality. Vodstvo Mednarodnega denarnega sklada opozarja, da ameriškim in evropskim intervencijam navkljub obstaja velika verjetnost sistemskega kolapsa svetovne ekonomije. Posledice finančne krize bo realni sektor trpel še dolgo, z njim pa tudi večina prebivalstva. Mednarodni denarni sklad je bil ustanovljen prav z namenom, da bi vršil nadzor nad mednarodnim finančnim sistemom. V 70-ih letih je prevzel dominantno vlogo, saj so se ZDA odrekle vezavi dolarja na zlato, s tem pa podrle temelj menjalnim razmerjem, ki so bila postavljena s sporazumom Bretton Woods tik po koncu druge svetovne vojne. Sporazum je zagotavljal nadzor in omejevanje bega kapitala ter določal razmerja med posameznimi valutami. V skladu z današnjo neoliberalno doktrino teh preprek ni več. Prost pretok kapitala je razumljen kot univerzalna pravica. Voditelji evroobmočja so se med vikendom dogovorili za ne le ogromen finančni paket pomoči, temveč tudi za novo novembrsko srečanje. Francoski predsednik si želi, da bi to srečanje postalo sodobni Bretton Woods, torej da bi sprejeli nova pravila igre za finančne in bančne trge. Italijanski premier je dejal, da so se z ostalimi voditelji pogovarjali celo o ideji, da bi začasno, dokler se ne bi dogovorili za nova pravila, ustavili poslovanje svetovnih finančnih trgov. Zanimivo je, da prav del finančnega sektorja, ki je pobiral izjemne dobičke, sedaj poziva k državnim intervencijam. Prosi torej za državno vmešavanje, čemur je ne le nasprotoval, v zadnjih 30 letih je naredil vse, da se je nadzora skoraj v celoti osvobodil. Čeprav države rešujejo zavoženi finančni sektor, je iz londonskega Cityja prišla novica, da si je finančna smetana v tem letu izplačala že 28 milijard funtov nagrad. Pičke. To our friends abroad, including the many responsible members of the international banking community who are dedicated to stability and the flow of trade, I give this assurance. The United States has always been and will continue to be a forward-looking and trustworthy trading partner. K povezovanju nekoč sprtih držav je veliko pripomogla arogantna ameriška zunanja politika in zamenjave političnih elit v tradicionalno desničarskih državah. Bolivija in Iran sta šele pred kratkim vzpostavili diplomatske odnose, povezovanje in sodelovanje pa pospešeno naraščata. Lani je predsednik Ahmadinejad obiskal Bolivijo in ji obljubil pomoč v vrednosti 1 milijarde dolarjev. Sedaj Iran sledi vzgledom Kube in Venezuele, zato bo financiral 2 veliki javni kliniki. Gradnja klinik bo pilotski projekt, ki mu bodo sledile podobne investicije v javno zdravstvo širom Južne in Centralne Amerike. V petek je odstopila perujska vlada. Odstop je ponudila zato, da bi se izognila razpravi v parlamentu o podkupovanju strani naftne industrije. V javnost je prišlo 9 audioposnetkov, na katerih so posneta pogajanja vladnih predstavnikov z naftnim mogotcem, ki je zastopal norveško naftno družbo Discover Petroleum. Norveška družba bi morala dobiti vseh 5 koncesij za poskusne vrtine in raziskavo potencialno zanimivih območij. Norvežani trdijo, da niso vpleteni, hkrati pa najavljajo, da se bodo umaknili iz projekta v Peruju. Takoj za odstopom je prisegla nova vlada, ki jo vodi Jehud Simon, dosedanji levičarski guverner. Ministri, ki niso bili vpleteni v naftni škandal, so obdržali položaje. Vrhovno sodišče Čila je izdalo nalog za aretacijo 5 visokih oficirjev. Obsojeni so umorov političnih nasprotnikov v času vladavine vojaške diktature generala Pinocheja. Vsi obsojeni so bili člani vojaške komisije, bolj poznane pod imenom Karavana smrti, ki je po državi pobijala ljudi osumljene simpatiziranja z levico.
Upokojeni generali so obsojeni na 4 ali 6 let zapora. Zaradi visoke starosti so njihovi odvetniki, podobno kot pri generalu Pinocheju, zagovarjali stališče, da se mora proces ustaviti. Oficirji naj ne bi bili sposobni razumeti vsebine obtožnice, še manj pa aktivnega sodelovanja pri obrambi. Gruzija je takoj po koncu spopadov sprožila postopek proti Rusiji pred Mednarodnim kazenskim sodiščem v Hagu. Rusijo so obtožili neizvanega napada na Gruzijo in etničnega čiščenja. Sodišče je obtožnico spremenilo in jo razširilo proti obema vpletenima državama. Obe državi je pozvalo, da ne glede na etnično pripadnost dovolita ljudem svobodo gibanja in bivanja, še posebej pa zaščitita begunce in njihovo premoženje. Gruzijski predsednik je na tiskovni konferenci z evropskim komisarjem Manuelom Barrosom priznal, da je Rusija izpolnila vse sklepe prvega dela sporazuma. Ta predvideva končanje vseh vojaških operacij, prost dostop do humanitarne pomoči, umik gruzijskih in ruskih vojakov na položaje pred začetkom vojne in začetek pogajanj o prihodnem statusu Južne Osetije in Abhazije. Iz ljubljanskega studia 142 takle imamo. I got to ask you a question. I do not believe in, I can't trust Obama. I have read about him, and he's an Arab. He is not. No? No, ma'am. He's a decent family man, citizen that I just happen to have disagreements with on fundamental issues, and that's what this campaign is all about. He's not. Thank you.